Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In kot rečeno, pomagamo. In pomagamo pri odločitvi, da bo ta prava in da bo omogočila najprej kvalitetno izobraževanje v srednji šoli in potem eno super kariero in fantastično življenje. In izvrstna odskočna točka za to je tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem. Z nami danes zjutraj gospa Sonja Porekar-Petelin, ravnateljica. Pozdravljeni. Dobro jutro. Dobro jutro. A vi pa niste tipična ravnateljica, moram povedati. Še posod je bilo tako, kjerkoli sem se šola, ravnateljica gre. Ne, ja, tako je strogo. Ja, mislim, da tudi dijaki tako mislijo. Okay. Se tudi izjemno dobro razumemo, posedimo skupaj na hodnikih. O, super. Tako kot mora biti. In zdaj torej prihajajo informativni dnevi in potem počasi tudi vpisi. Vemo, da je letos izbira kar velika, to s tem moramo začeti, je več prostih mest na srednjih šolah, kot bo dejansko otroki se bodo vpisovali v Podravju. Res je, več je prostih mest, kot je reflektantov za ta mesta. Mislim pa, da v nekem segmentu imamo vse šole isto odskočno desko, imamo pač učne načrte, urnike, šolska pravila, potem je pa na vsaki šoli, da naredi razliko, da naredi neko dodano vrednost, zaradi katere dijaki oziroma zdajšnji devetošolci prepoznajo, zakaj se morda splača vpisati na to šolo. Ja, in Srednja šola za gostinstvo in turizem je že po samem imenu, se sliši kot pač ta branža, kjer se dogaja, tako v gostinstvu kot v turizmu. Bi se zelo strinjala, torej panoga gostoljubja, gostinstvo, turizem je v ekspanziji. To se zadnji 2 leti pozna pri nas tudi na povečanem vpisu oziroma zanimanju za našo šolo. Ponujajo veliko oziroma v panogi je veliko zanimivih poklicev, nabor se še širi, tudi zaposljivost raste, tako da mislim, da je to prava karierna odločitev. Ja, absolutno. In omenili ste veliko zanimivih poklicev, veliko novih poklicev se še odpira. Dajte malo več čisto konkretno povedati dijaki, ki pridejo k vam, kaj vse lahko postanejo, kakšne možnosti se jim vse odprejo. Na šoli izobražujemo za različne torej v različnih programih za različne poklice. Imamo program gastronomsko-turistični tehnik, ki se zaključi s poklicno maturo. Potekata 2 ločeni smeri, v bistvu smer turizem in smer gostinstvo. Potem imamo 3-letne programe, kuhar, natakar, tudi 2-letni program pomočnik v biotehniki in oskrbi. Gastronomski tehnik, to sem jaz že napovedal, tu verjetno bi mi dva lahko že bila diplomirana inženirja. Da ti bi lahko samo rekel, to sem jaz, pika. Kaj to pomeni, če sem jaz gastronomski tehnik, v bistvu, če postanem gastronomski tehnik? Ja. Ali pa diplomirani inženir? Ok, pustimo. Vidva sta verjetno šla po obratni poti, najprej praksa, pa potem bi šla zdaj recimo v teorijo. Tako. Pri naših dijakih pa gre to malo drugače. Najprej jim neka osnovna znanja ponudimo in jih potem tudi skozi praktična usposabljanja pripeljemo do tega, da lahko postanejo torej, ne samo kuharji, natakarji, ampak tudi morda šefi oziroma vodje različnih gostinskih obratov. Potem imamo tudi še tukaj neke specializacije, kot so recimo sommelier, barista, barmen, tako da naša šola da neko tisto osnovo, bom rekla v nekaterih segmentih tudi več kot osnovo, in potem je na naših diplomantih, da izberejo svojo karierno pot. Super, ne? Veš, če imaš več otrok, pa vsi grejo, pa vsak eno smer. Tako bi si ti naredil, ne? En bi ti kavo kuhal, en bi ti koktejle mešal. Probo sem, pa ni. Ta druge ambicije. Torej, o Srednji šoli za gostinstvo in turizem govorimo z gospo ravnateljico in nadaljujemo o tem, kaj vse se tam tudi drugače dogaja, kaj je dodana vrednost, kateri šefi vse tja hodijo, na katerih tekmovanjih vse zmagujejo, kaj vse so doživetja, ki čakajo bodoče dijake in dijakinje, takoj po Edu Sheeranu.
V tem studiu danes gostimo ravnateljico Srednje šole za gostinstvo in turizem, gospo Sonjo Porekar Petelin. Gospa Sonja, seveda še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, ker pomagamo z informacijami. Zdaj se otroci odločajo, v katero srednjo šolo, in Srednja šola za gostinstvo in turizem je fenomenalna izbira. Ugotovili smo, vsi ti programi v gostoljubju in v turizmu se razvijajo, so zelo zaposljivi in je to branža, ki se širi in raste. Ampak zdaj, gospa ravnateljica, pa morda še vprašanje. Vemo, pri vas se na vaši šoli vsake toliko ali pa vse skozi nekaj dogaja, govorimo tudi o nekih mednarodnih imenih, ki prihajajo prenašati znanje, pa je to verjetno samo ena od stvari, ko govorimo o šefih, seveda, ki se dogajajo na vaši šoli. Dajte povedati, kaj vse čaka dijake in dijakinje, ki pridejo k vam. Ja, pri nas se toliko dogaja, da res sami komaj sledimo, ne? Verjamem, da širša javnost pa to tudi z zanimanjem spremlja. Kot ste rekli, gostimo različne zvezde, kuharske zvezde, vrhunske strokovnjake v kulinariki. Recimo gostili smo, če pri naših začnem, Bineta Volčiča, Tomaža Kavčiča, potem smo gostili Davida Skoka, ki je trenutno velika zvezda, ne? Ja. Zero Waste Kitchen. Tako. Potem smo pravkar letos gostili tudi Luko Koširja, najbolj sonaravnega šefa v Sloveniji, ki se zelo uspešno spogleduje s trajnostjo in ima njegova restauracija tudi Michelinovo zvezdico. Prihaja tudi Giulio Gigli v naslednjem mesecu, ki ima, njegova restauracija ima tudi v Perugii Michelinovo zvezdico. Super. To so zdaj ti kuharski presežki. Frajeri. Si pa želimo tudi drugim profilom, ne? Mi izobražujemo tudi tako imenovane turistične tehnike, torej za tiste poklice, ki nimajo toliko v kuhinji za početi, ampak morajo ljudi tja pripeljati, jih zabavati, jih usmerjati in pokazati Slovenijo oziroma druge kraje. Za te tudi v naslednjem letu planiramo mogoče več povezav z temi velikimi torej podjetji, ladjarji, letalskimi družbami. Imamo dijake, ki so pri nas končali recimo šolanje, pa so zdaj zaposleni na ladjah, ne kot delavci, ampak kot vodilni delavci, kot stevardese in tako naprej. Zraven tega pa ponujamo še en kup stvari, kot so športni tabori, potem dijake peljemo na ekskurzije, in pa to ne kakršne koli, recimo zdaj gredo v Rim, Pompeji, Neapelj, potem grejo v Prago, Istanbul. V jesenskem času pripravljamo eno križarjenje kot fakultativno ekskurzijo. Ki so bile te stvari? Ne pozabimo pa tudi na Slovenijo. Najprej jih seveda peljemo po domačih krajih, torej Dolenjsko, Gorenjsko spoznavajo, Prekmurje, mogoče neke stvari, ki jih sicer sami ne bi na prvo žogo in na tak način zagotovo ne. Tako. Wow. 33-letnega dijaka ste imeli. Ja, zakaj pa ne? Imamo program izobraževanja odraslih, ki je zelo dobro obiskan in vabljeni vsi tukaj, če bi želeli poglobiti znanja. Mi dva bi morala iti malo probati neki semester za šefa, pa se pol vdariti. Pa da vidimo, veš, dva profesorja, dva starejša učenca. Probam pa jaz, ne? Ja, no, pa gospa ravnateljica, nekdo strokoven mora. Mi dve bova v žiriji. Tako, ja. To bi morali narediti, Eger. Upaš? Upaš? Upam. Mate kader, gospa Sonja, imate, ne? Pa imamo. Samo časa ni, ne? Ok, dobra ideja je bila, prav da energijo otrokom. Bomo o tem še debatirali. No, vidiš. Bomo našli pot. Rokavica je bila vržena, ne bomo kazali na očitno. Gospa ravnateljica, dajte povedati, če zdaj petek, sobota, informativni dnevi so povsod po Sloveniji in vemo, če človek pride na informativni dan na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ima neka določena pričakovanja. Seveda, mi se zavedamo teh visokih pričakovanj in jim gremo tudi naproti. Najprej seveda dijake nekako seznanimo z našimi programi, kaj jih na šoli čaka iz tistega rednega osnovnega programa, kakšna znanja bodo dobili, ne samo za karierno pot, ampak tudi za življenje. Tu moram povedati, da pri nas res ta osebni odnos šteje, to je prednost, da smo na takem malem prostoru, premalem, ker se vsi dobro poznamo in pri nas je res vsak dijak prepoznan kot posameznik s potencialom.
Tako da najprej jim te neke zadeve predstavimo, šolske programe, diplome, potem pa pride tisti lepši del. No, to je. In jih peljemo po šoli, recimo v zabavno učilnico najprej, ker se srečajo z splošno teoretičnimi predmeti na en drug način, na takšen, kot pač pri nas pouk poteka. A poteka drugače? Jaz bom rekla, da se trudimo v smeri avtentičnih učnih situacij, da res ne samo pri strežbi, kuharstvu, turizmu, da gremo na neke dogodke, kjer se dijaki lahko preizkusijo, ne vem, pri žametni večerji ali operni noči ali karkoli pač smo že pomagali, da tudi recimo spoznajo, da je lahko matematika zabavna. Pri nas je velik poudarek na tujih jezikih, kako to učenje poteka. No, nazadnje pa pride tista češnja na torti, pol jih pa peljemo v naše restauracijske prostore oziroma prostore strežbe, kjer jih pogostimo. Tam so prisotni tudi potem naši dijaki, naši učitelji in se potem takole 1 na 1 z njimi pogovarjamo, jim razložimo, odgovarjamo na vprašanja, tako njim, kakor tudi staršem, skrbnikom, ki pridejo z devetošolci k nam na obisk. Tako da res lepo vabljeni 13. in 14. februarja, v petek ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri, tako da je to eno vabilo, da preživite Valentinovo soboto morda nekoliko drugače, oziroma pustno soboto. To je stvar percepcije, pust ali Valentinovo. V vsakem primeru za obe veji je poskrbljeno, zagotovo. Bo to ta tematika. Vse informacije dobite na spletni strani ssgt-mb.si. Pa tudi na družabnih omrežjih. Tako, tako. Točno to. Instagramu, Facebooku, vse posod nas lahko spremljate, imamo izjemno zanimive. Res imate TikTok kanal Srednje šole za gostinstvo in turizem. Je dober, ne? Lačen zraven, ko svi, ne? No, vidite. Ljudno se nasmeješ. No, super. Tako da, gospa ravnateljica, hvala za vaš čas. Čestitke za dobro delo, ki ga upravljate. Jaz verjamem, da se zavedate, da je pač vsaka uspešno upravljena situacija, učna ura, izšolana generacija, dodatna ne samo spodbuda, ampak tudi naloga za naprej, da ohranjate nivo in ga še dvigujete. Ne? Res je, hvala za čestitke. Na tem mestu bi povedala, da ohranjati in dvigovati nivo je izziv, ampak glede na to, kakšne strokovne sodelavce, kakšen tehnični kader imamo na šoli, mislim, da za nas to ni pretežko, tako da res tukaj hvala vsem na šoli, ki se trudimo, da delamo dobro in da smo res boljši od marsikoga, bom rekel. No, ne, najboljši, se pa te veš, ker Maribor je najboljši šampion, ne? Šampion, ja, no tako. Gospa ravnateljica, hvala in uspešne informativne dneve želimo in pa seveda uspešen vpis, da bi bilo premalo prostora, ne? Hvala za povabilo k vam, bilo je izjemno prijetno. Hvala. Hvala lepa. Vidiš, to je pa ta profesionalnost, ne? Ja, seveda. Treba je vrniti. Še se s profesionalnim osebjem pogovarjamo. Super.